I would like to talk to you at length, to listen to you, and know what you think about yourselves and the world. But the time I have been given is so short. La croce cammina nel mondo. You're searching for the meaning of life, the powerful experience that will generate through you a more just society and a better world. World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain. Drage gledalke, dragi gledalci, začenjamo kratek niz oddaj pred letošnjim svetovnim srečanjem mladih v Madridu. Danes so prvi naši gostje mladi iz škofije Murska Sobota. Dobrodošla, oba dva. Potem se nam pridružil še gospod kaplan. Najprej prvo vprašanje je, oziroma predlog, da se malo predstavite našim gledalkam in gledalcem. Prosim, Nives. No, jaz sem Nives Bratkovič, prihajam iz župnije Bakovci. Drugače študiram teologijo v Mariboru, enopredmetno, in pa v prihajajočem letu se vpisujem v absolventa. Dobro, gospod? Ja. Jaz sem pa Samo Pučnik, prihajam pa iz župnije Prihova, se tudi študiram teologijo in se vpisujem v 3. letnik bolonjskega programa. No, s kakšnimi občutki, pričakovanji greste v Španijo, v Madrid na svetovno srečanje mladih, ki bo 10. svetovno, neko vrste jubilejno? Sprva, ko sem se prijavila, mi je bilo to, to bo enkrat avgusta, ampak zdaj, ko je pa dejansko avgust že pred vrati, sem kar nestrpna, saj smo se tudi pač pripravljali na to. Nekako vemo okvirno dogajanje, kaj bomo doživeli in to. In je samo še to, da izpeljemo, da vse to doživimo in potem podelimo tudi z vsemi, ki niso šli z nami. Ja, verjetno že zdaj tisto hrepenenje po poti. Malo pred vrati smo, čez 2 tedna gremo. V bistvu pač preprosto želja, da se odrine nekam, ker bo 900 000 mladih. Srečati se z mladimi vsega sveta ob takih temih, ker tema je zelo zgovorna pa globoka. Letos je tema ukorenjeni, sezidani v Kristusu in utrjeni v veri. No, vi se sedaj imate za seboj že celo serijo srečanj kot priprave na to srečanje v Madridu. Kakšne so bile okvirne povejmo, priprave v Sloveniji? V okviru priprav je išla tudi knjižica Katehez, vendar tega se nismo najbolj poslužili, saj smo kot mladinska skupina v Murski Soboti smo se ukvarjali tudi z Škofija Festom in pa z oratorijem. Prav za Madrid pa smo se pripravljali v 2 vikendih. Prvi vikend je bil bolj vsebinske narave, pač sama poslanica. Drugi vikend pa Drugi vikend so pa bolj organizatorske zadeve. Dnevi po škofijah, to pomeni, kar moramo imeti zraven, kako potekajo dnevi, kdaj gremo, kako gremo.
To ste imeli vse na enem kraju ali po župnijah? Vse je bilo v Murski Soboti. Vse je bilo v Murski Soboti. Pač vsi, ki smo se prijavili preko Murske Soboške škofije, smo se dobili v Murski Soboti na enem dopoldnevu in tudi popoldnevu. No, zdaj, koliko vas je iz Murske Sobote? Prav iz Mursko-Soboške škofije nas gre 32, vendar pa, ker je avtobus za več, se še zraven priključijo nekateri iz Maribora, da se zapolnijo mesta. In ti so tudi prišli v Mursko Soboto na priprave? Tudi. Vse deloma? Ja, deloma, no, koliko so pač uspeli. Nekateri pa so šli tudi v Maribor na priprave. Aha. No, katere so bile pa recimo posebnosti priprav v Murski Soboti? Ker to je bilo okvirno dano vsem. Nekaj ste že rekli, da kateheze ste po svoje obdelali, ne? Pač pogovarjali smo se predvsem o tem, kaj pričakujemo, s kakšnim namenom gremo, zakaj sploh gremo, kdo nas je povabil, pač kako smo sploh prišli na idejo, da bi šli v Madrid. Potem smo se tudi pogovarjali, kako bomo predstavili Slovenijo v Madridu in pa kako tudi pač mladinske skupine slovenske, kako pač mladi v Sloveniji verujemo, kako izražamo svojo vero. A to so vse že bilo v pogovoru? Ja. Po skupinah smo se razdelili in se pač pogovarjali o tem. No in kaj je prišlo na dan? Ja, verjetno najbolj zanimivo je to, največje razlike so verjetno v tem, kako predstaviti Slovenijo v Španiji. Naprimer, Prekmurje je prišla naprej prekmurska gibanica, so nekaj značilnosti, ki so značilne za Prekmurje. Za mene je to še bilo posebej zanimivo, ker nisem tam. Tako da to je verjetno prav tista posebnost, da so se tudi malo mi spoznali, ko bomo skupaj na avtobusu več kot 24 ur, da vemo, kdo smo, da tudi poznamo malo naše značilnosti. Tudi za nas je bilo zanimivo spoznati drugega, že zdaj pred potjo. Ja. Kaj pa glede bolj te vsebinski zadev, glede vernosti v Sloveniji, kako pa to bilo prisotno? To pa je bilo predvsem temeljilo na papeževi poslanici, celotni verska vsebina kot kateheze. Smo se v bistvu pogovarjali, kako mi kot mladi živimo znotraj cerkve, kako se to kaže navzven, pa podobno. To ste najprej prebrali papeževo poslanico, potem ste imeli skupna premišljevanja, kateheze, predavanja o tem, kako je to potekalo? Ja, tako nekako. Tudi po skupinah smo se razdelili in pač vsaka skupina je dobila neko tematiko oziroma pač temo iz poslanice in pač o tem razglabljala. Ste naredili potem kakšen zapisnik? Tudi miselne vzorce, tako kot smo jih, nekaj smo jih prinesli tudi s sabo. In pa pač vernost v Sloveniji mladih bi predstavili predvsem za vidika stične mladih in pa za Prekmurje je predvsem značilen ta Škofija Fest vsako leto, ki se pripravlja, Halasev križev pot, ki se ga mladi udeležujemo in pa potem razna dekanijska srečanja, na katerih se tudi pač mladi dobivamo. No, koliko vas bilo na Halasevem križevem potu, pa kdaj je bil? Halasev križev pot je bil aprila. Postnem času, ne? Ja, v postnem času. Letos je bil sicer obisk zelo slab zaradi vremena, zato se je tudi prestavil v cerkev in nismo šli po postajah križevega pota. Pa je to bil križev pot za mlade posebej pripravljen? Ja. To ste vi sestavili mladi ali? Ne, prav Halasev se je bral. Aha. No, potem pa fest, Škofija Fest, to je pa redno zdaj? Ja, vsako leto. Vsako leto se pač pripravijo Škofija Fest z mašo in pa potem z športno aktivnostjo, kvizem mladih. To je bilo pa po veliki noči? Ja, 2. aprila je bil letos. Škofija Fest. Pa je to bilo še v postnem času? Ja, tako. Pač letos se je vse zamašalo. To so bile dve osrednji prireditvi skupaj kot priprava na romanje v Madrid. No, recimo, kaj si opazil kaj je najbolj nagovorilo vas mlade iz poslanice papeževe? Papeževe poslanice. Ker tam ima več tematik, ne? Ta poslanica, kaj si ti pozval, da je mlade najbolj nagovorilo v tem pogovoru? Nas kot mlade najbolj nagovorilo je verjetno prav geslo Madrida, ukoreninjeni in sezidani v Kristusu in trjeni v veri. Kako smo mi, vsak izmed nas, del nekakšne celote.
Da smo tudi lahko zidaki v cerkvi. In da je prav od nas mladih tudi odvisno naslednji rod kristjanov in kako mi sooblikujemo cerkev. Verjetno se tu vsaj mene osebno najbolj dotaknilo. A ste dali kakšno vizijo, mislim, kako vi sooblikujete, v čem je vaša ta prispevek že nov, nekaj svežega? Ja, verjetno najbolj smo tako pogovarjali o tem, kakšne aktivnosti imamo, od mladinskih skupin, ali sodelujemo v različnih pevskih zborih, ali pa tudi kje na pastoralnem področju, predvsem oratoriji so zdaj najbolj aktualni za mlade. Tam ste kot animatorji, ne? Tam smo kot animator, ja. A ste letos kaj uporabili, recimo to vsebino poslanice že za oratorije? Za oratorij pa ne, za oratorij pa je prav posebej pripravljena priročnik in ponovadi se kar tistega poslužujemo. Letos je bil na primer prerok Jona. Ampak vsak tam je pa še malo bil tudi z tem ozadjem mladinske poslanice za mlade papeževe. Verjetno so imeli snovalci priročnika to tudi v mislih, ja. No, zdaj, če tako, ste že v tej nekako bližnjem pričakovanju, kaj vi pričakujete od svetovnega srečanja mladih v Madridu? A je to predvsem možnost novih poznanstev? Ja, tudi. In pa pač tudi samo to geslo ukoreninjeni in sezidani v Kristusu in pa utrjeni v veri. Saj pač vera kot taka nam je vsem položena v zibelko, pač so nas starši tudi v to vzgajali in pa zdaj pač pri teh naših letih se pač moramo ukoreniniti in pa vsezidati v to, kar nam je bilo položeno, v kar so nas starši vzgajali. Da to postane potem osebna drža. Tako, osebna drža in pa tudi zgled novim redovom, ne? Pač mlajšim generacijam, s katerimi delamo, v mladinski skupini in pa tudi kot animatorji. No, še nekaj v tej zvezi? Zame je predvsem SDM Madridu zanimiv z tega področja, da se nas 900 000 oziroma milijon mladih kristjanov zbere na enem mestu in da se tudi navzven pokaže, da je cerkev mlada in da smo mladi v cerkvi. In da smo tudi močni. In predvsem to, da spoznam jaz kristjana iz, na primer, Japonske, kako on tam živi svoje krščanstvo. Tam so okoliščine sigurno drugačne, ne? Ja, kot pa pri nas. In tudi on je bil drugače uveden v krščanstvo, pa tudi drugače uveden v družbo, ne? Ja, tudi vsa kultura je drugačna. Spaj to te zanima? Ja, predvsem to nas zanima, pa tudi to, da se Slovenci zbližamo, da tudi mi v Sloveniji spoznamo drug drugega, kdo je kdo, zanimivosti, naprimer iz Primorske, iz Prekmurja, iz Gorenjske, Notranjske, Štajerske, karkoli. In da tudi lahko, konec koncev, grem nekomu na obisk po Madridu, zakaj pa ne? Tako. Se pravi, najprej ta globlje poznavanje slovenske vernosti, tega rodu, ki zdaj odrašča, ne, plus stik z mladimi vsega sveta. Kako si predstavljate, kako se bo to dogajalo? A bo to v pogovorih, a bo to čisto na takem srečanju z ljudmi, ali bo to ob bogoslužju, ali bo to ob katekeza? Vse to pomaga, ne? Vse to pomaga, verjetno. Vse skupaj, saj bomo tudi živeli skupaj pri družinah oziroma v dijaških domovih. Smo pač na istih mestih nastanjeni in pač neke navade ljudi tudi jih zbližajo in pa tudi prek teh navad, kako kdo zjutraj stane, je zelo zanimivo. Eni polni energije, eni pa še celi zaspani in rabimo tisto prvo kavo, da zaživimo, ne? To je pač zelo pomembno. Same te življenjske navade in pa potem tudi pač skupne kateheze, bogoslužja, ko vsi z istim vdihom pojemo eno pesem, z istim namenom, ne? Se pravi, da bo to potem dnevi takih cel niz močnih doživeti, cel niz novih spoznanj, intuicij, ki potem pozneje postanejo predmet refleksije, ne? Se pravi, za srečanje z mladimi je neko obilno sejanje, ne? Neko obilno, da se potopiš v en čisto novo okolje. Je to to? Tako. In pa dobimo nov elan za naslednje študijsko leto. No, zdaj študijsko leto, kako
recimo študentje nekako vzpostavljate to globinsko povezavo med pozitivnim znanjem, se pravi pozitivnih znanosti in pa versko držo. Se pravi med odnosom do sveta, ki ga obvladamo preko znanosti, pa odnosom do sveta, ki se nam odpira kot presežnost, kot nadnaravno. A se to dogaja v dušah mladih študentov? Ja, to je verjetno zdaj najbolj pereča tema nasploh v javnosti. Nama je verjetno malo lažje, ker smo teologa. Ja. Mislim, študenta teologije. Mogoče se celo večji izziv se to predstavlja. Verjetno, če si kristjan, se vsaka vsebina, ki je v svetu, vsaka naravnanost spremeni do sveta. Jaz sem prebral, da se moramo zavedati, da smo odgovorni za ta svet, hkrati se pa zavedamo, da nismo za ta svet. Da še gremo nekam, da je to začetek poti. In se verjetno so znanje, ki jo imamo, ki ga pridobivamo, naravnamo po Kristusu, po cerkvi, v korist cerkvi in Kristusu. Da, saj iz mojega stališča, tu ni nobenega nasprotovanja, saj jaz ga ne najdem. Kako pa mladi to, zdaj naprimer na splošno v Sloveniji predelujejo, pa bolj verjetno po splošnem duhu. To, kot si rekel, to je vroča tema, ne? To je vroča tematika. Kako se to dogaja, ne? Pač meni osebno je vedno znova izziv, ne vem, na fakulteti se pač učimo razne te dogmatične resnice, bogoslužje, pravilne drže in podobno, ki kot take so dokaj toge. In kako zdaj to predstaviti mlademu človeku, gimnazijcu, srednješolcu, ki je poln energije, ki bi norel, hodil po žurkah in pa, ne? Pač kako zdaj njemu predstaviti pač vero kot tako in da se lahko tudi kot veren človek je ravno tako lahko srednješolec, gimnazijec v diskoju, Ampak zmeraj s to razsežnostjo. V tem svetu pa že tudi v drugem svetu, ne? Tako. Potem pa med študenti je tudi izziv enemu študentu računalništva, informatike, ne vem, biologije, ne? Pač, da on v tej svoji smeri poišče Boga znotraj svojega študija. Ne vem, pač nekateri čisto izrinejo, nekateri pa potem še vedno iščejo. Nekateri ostanejo samo v tem čisto matematičnem svetu, ja. Drugi pa grejo preko tega? Grejo, ampak so redki, vedno redkejši in je pač vedno, ko se pogovarjamo z temi študenti, je najprej razne afere, pedofilske in pa tudi ostale. A to bolj kot izgovor ali pa kot... Bolj kot provokacija. Ja. Pač, so pa zanimivi pogovori, no, na koncu. Pač nobenega nimamo namen prepričevati, ampak vsak pove svoje mnenje in nekako iščemo srednje poti. Ja. No, to bo zanimivo zdaj, kako se s temi vprašanji soočajo recimo mladi iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, Severne Amerike, iz Južne Amerike. Tako. Tudi oni imajo verjetno zaradi kulturskih razmer in pa tudi zaradi vseh ostalih dogodkov, ki se dogajajo po svetu, svoje težave, kako umestiti Boga v njihovo življenje. Ne? Je pa verjetno nekomu iz Afrike, če mu je dana možnost, da spozna Boga, tudi šolanje s tem, verjetno veliko lažje sprejeti, kot pa za Evropejca, sploh mladega Evropejca. Ko vsak dan imamo priložnost prebrati v medijih najslabše o cerkvi, vsak dan imamo priložnost na televiziji gledati najslabše o cerkvi, tudi čisto odkrito. Televizijski programi tudi niso najbolj naravnani k ljubezni in miru. Ja. Kar je v bistvu krščanstvo. Ja, in v tem je največja problematika, tudi v pogovoru, ki ga imamo. Prav zaradi tega najprej navržejo afere, najprej navržejo vse tisto, kar je najmanj pomembno v cerkvi. Ja. Ker verjetno nočejo niti globlje. Ker na nek način... Ali pa, da ena taka, povemo, res zavestna krščanska drža predpostavlja eno odločitev za Kristusa. Ja. In pa tudi... To ni nekaj samoumevnega. Ja. Odloči za to. Tudi življenje mladega je tako naravnano, da je vse hitro,
greš na faks, greš na kosilo, študiraš, pač popoldan delaš naloge, je že večer, v torek se absolutno mora iti žurat, je sreda in je kar naenkrat vikend, za vikend gremo domov, vse je tako hitro. To se odvije cel let tako. Ja, in se odvije leto v trenutku in je pač tisti, ki se ne ukvarjajo s tem. No, kdaj boste vi najti čas za te globlje zadeve? Jaz osebno pač na fakulteti pri Maši in pa tudi za vikend pač na srečanjih z mladimi, v mladinski skupini in pa z animatorji, z birmanci, tudi nedeljska sveta Maša. Pač, ravno v tem je problem, da se mladi ne ustavijo v nekem določenem trenutku, da bi si prav zavestno vzeli čas zase. A se pustijo v tem toku? Ja, in se pustijo v toku, da jih nese. Vsaj tako jaz vidim. No, in to srečanje mladi v Madridu bo en tak moment, da se malo ustavi, torej v svetovnem merilu, ne samo v slovenskem. Tudi pač vsak, ki se je prijavil na to srečanje mladih v Madridu, si je zavestno vzel teh 14 dni časa za sebe, najprej za sebe, da se pač poglobi v veri in pa tudi, da spozna novo kulturo, samo Španijo, tudi ljudi iz vsega sveta. Ja. No, zdaj, ko jo tako poslušam, da tako res premišljeno, pa tudi natančno se pogovarjate o tem, kaj se dogaja v dušah mladih. Kako boste te stvari predstavili v Madridu drugim? V pogovoru? Jaz bi predvsem rekel, da sicer se tudi pogovor podeli, kako jaz živim mojo vero. Verjetno bo to najbolj zdržal. Že pred prejšnjim vprašanjem, kako najbolj kažem drugim kristjanom, verjetno prav to zdržal. Prav, da se v vsakem trenutku se mi zdi vprašam, kako je pa Kristus ravnal v tem trenutku. Naj bo to ali na faksu pri branju knjige, ali bo to pri vsakem odnosu, ki ga imam, da se vsaj trudim, se zavedam v tem, da sem človek, ampak da resnično želim postati v dejanju kot Kristus. Če je takšno malo dejanje, da se pokrižam pred kosilom. Pa v javnosti že to lahko veliko pove. Je to že znamenje. Ja. Da sem kristjan. Verjetno to največje veselje tudi v Madridu, veselje, da smo mladi kristjani, da se pokaže svetu. Tam boste res izbrali skupaj. Ja, da se pokaže svetu, da cerkev ni stara, da ni še nekje v 12. 11. stoletju zaprašena, ampak da je v tem času še vedno zelo živa. Zdaj, ko se o tem pogovarjamo, v čem je vaša vernost drugačna od vernosti vaših staršev, recimo? Ko pomerjate sebe, pa vaše starše, ker to je najbližja primerjava, ne? Kako je danes mladi človek prišel do osebne vere in če vidite, da so vaši starši ali pa njihovi vrstniki na drugačen način prišli tudi do osebne vere. V čem je ta novost, da vsak rod kristjanov na nov način vstopi v stvarnost razodetja? Že Nives je prej načela to temo, ko je rekla, da živimo v zelo hitrem svetu. In imamo hitrejši od sveta staršev. Imamo ogromno ponudbo. Imamo ogromno informacij na voljo. Če prijem do interneta, imam knjižnico informacij, kar naši starši, naši dedje, babice niso imeli. In to je plus in hkrati minus. Čem je plus? Plus je verjetno v tem, da imamo ogromno informacij in če jih prav filtriramo, so prave informacije, so dobre informacije, lahko razširimo znanje neverjetno hitro. Se lahko jaz pogovarjam tudi z Afričanom. Prek interneta lahko navezujem stike, seveda ni tako pristno kot v živo, ampak so stiki. Hkrati pa je tu najbolj v ospredju si odločitev. Včasih, sicer v času komunizma v Sloveniji teže, je bilo krščanstvo veliko bolj sprejeto. Zdaj nisi preveč popularen in priljubljen, če si mlad kristjan v družbi. Pa zakaj recimo vaši vrstniki odklanjajo tako svobodno odločitev za krščanstvo? A to vzamejo kot izziv, ali to vzamejo kot prednost, pa ne priznajo, ali to vzamejo kot nekaj, kar ne poznajo? Ja, jaz sem trudno v tem trenutku
ko se tudi sam sprašujem, zakaj ne, odgovore nimam, si pa predstavljam v glavi mladega, zakaj bi jaz moral biti odgovoren, če se lahko vsak dan uživam, če lahko življam svojo spolnost, če lahko življam svojo telesnost, če lahko klejem vse poprek. Predvsem to, tako Pavel piše, da biti kristjan ni lahko. In biti kristjan ni vedno vsaj tukajšnjo veselje. Da je breme, da je križ, ki je veselje, ampak je težko in je odgovorno. In potrebuje sprebrnenje. In z mojega vidika verjetno mladi tega niti nočejo na nek način sprejeti. Ker to pomeni, da svoje življenje popolnoma spremeniš. Pravi, da so vzgoja jih ne vodi k temu. Prav gotovo. Naši starši so, ne vem, tako jaz vidim, pač so bili vzgajani tako, kot je ata rekel, tak je. In so pač sprejeli, jim je ata rekel, da grejo v nedeljo k maši in so šli v nedeljo k maši. Se niso ukvarjali, zakaj zdaj mora iti k maši, kaj bo on imel od tega, ampak tako je ata rekel in tako je bilo. Mi smo vzgojeni pač bolj, da se sami odločimo, bomo šli, ne bomo šli, pač nobene nas ne sili, mogoče do Birme, pač gledam naše Birmance, ja, moraš iti k Birmi in je to zaključil. Kaj boš naprej, se sam odločiš. Tudi jaz sem se sama odločila, kako bom, starši so mi nudili zakramente in pač osnovno vzgojo, potem sem se pa sama odločila in ravno to pač odločitev je tista, ki naredi to razliko. Ja, pač ta preskok. Ker ni več krščanstvo mladega, ni več neka kulinarika, ampak je odločitev za nekaj. In če se ti za nekaj odločiš, v to odgovorno vstopiš. Ne? Zdaj, mladi pa nimajo več toliko pač te odgovornosti. Zdaj, če danes ne naredim izpita, ga bom pa septembra, če ga septembra, ga bom pa drugo leto in se prelagajo stvari. Pač niti ne čutijo toliko te odgovornosti, da zdaj pa nekaj moram narediti. Ne? Tudi, pač, ni vseeno, neko osnovno želje imajo, niso v stiski, te drže, da je nekaj naredili iz sebe, to pa mogoče pač se prepustijo toku. Pač tudi velik vpliv je vedno več v Evropi. Pač, vedno bolj je ta vzhodna gibanja vplivajo na Evropo in se mladi odločajo enkrat za budizem, drugi so že hinduici, pol so že kar nekaj. Pa to je neki verski sinkretizem, tudi nekaj malega. Skačejo ali pa iz vsakega nekaj poberejo. Ko prije pa od resnih zadev, pa gre drugam. Ja, verjetno niso okorenjeni ravno. Ustanovitni. To imaš prav, Vse, če bi se odločili, da bodo budisti, pač je v redu, naj bodo, ampak potem naj pri tem vztrajajo in naj... Tudi vsa odgovornost, ki jo budizem prinaša, to ni župa, ki jo poješ mimo grede. In 5 minutah pogreješ. Jaz sem zanimivo premišljanje slišal glede naše generacije, smo predvsem generacija, ki dobimo vse na pladnju, ki imamo vse postreženo. In za nas delo v bistvu ni cenjeno. Za me ni cenjen trud. Recimo, če grem študirati, bom pač popival, pa se malo zabaval, pač enkrat bom že doštudiral, tudi če bom 29-30 star. Samo da pač najboljši preživim, pa kako najboljši izkoristiti državo, da do čim več denarja prišlo, da lahko še naprej užival. A je tukaj kakšna podobnost med tem? Študiram, da dobim diplomo in študiram, da pridem v področje znanosti in se tem tam svobodno gibam in ustvarjam nove znanstvene dosežke. In pa med vernostjo, da sem kristjan, pa se odločim, da bom kristjan in da potem osebno to razvijam in gojim odnos z Bogom, pa z bližnjimi kot kristjan. A je tu kakšna podobnost ali je to tale odnos do znanosti nekaj drugega? Jaz mislim, da tisti, ki je nekako trden v svoji veri, je tudi trden v svojem življenju. Se to tudi kaže. Potem tudi znanosti bo tudi ustrezno iskal tisto, kar tudi na tem svojem področju, tam, kjer študira, hoče nekaj doseči, ni kar, bom študiral, če bom, če pa ne bom. Prav ta odločitev za Kristusa in za odgovornost svetu povezana s tem, da ne želimo, da se svet kar sam odvija. Da želimo delovati njem tudi v znanosti na svojih področjih. Da posegamo kot kristjani v ta svet. Ja, ta svet, da ne bomo pustili, da se naprimer tudi družina oziroma kakršnekoli temelji rušijo, kar tako. Potem pa, da se znanje uporablja proti človeku, Ja. Ali pa možnost delovanja
tako, da drugega podjarmiš, ne, da niš odvisnega. Ne. Je pa tudi res, da pač mladi zavlačujejo za študijem, saj ni služb in pač rajši zdaj študirajo, saj imajo štipendije in pa vse ostale ugodnosti, ker potem, ko enkrat diplomiraš, se ti vse to ukine. Mislim, Ja, ampak in se lahko vpišeš. tu je vprašanje to, ne, kako to, da ob tolikem številu študentov v bistvu z naših univerz prihaja malo izvrstnih znanstvenikov. Kaj je to? Verjetno predvsem želja, ne po ustvarjanju, ampak po zaslužku. To je ravno to, ko smo govorili, da sem kristjan, ki prijem 4-krat v cerkev, ob krstu, ob Hilo Birmi in ob smrti, moče še poroka. Ja. Ja, isto, da je diploma predvsem list papirja, ki mi omogoča 1000 evrov neto na mesec, višji standard in to je to. Da je tisti naziv spredaj. Je pa diploma dokaz temeljitega poznavanja stvari. Verjetno Ali pa miselnost, grem študirati, da mi ne bo pač, da mi ne bi bilo treba tako kot mojim delati, da Fizično. grem študirati, da pač ne bom rabil delati tako, kot delajo moji starši, ne. Ampak na koncu s tisto diplomo ravno tako moraš delati in pa se preživljati, tako kot pa starši, ne. Torej, zdaj, če počasi zaključimo ta naš pogovor kot odhod na svetovno srečanje mladih, na kaj se bo sedaj pozorili? Prvič, da ujamete utrip mladih kristjanov svetovne merilo, to je prva stvar, je sigurno. Potem, da vsak malo nasluti to, kako moje probleme rešuje drugi, ne? Kako se z njim soočajo. Ne? Potem, da vsak od vas malo premisli o tem, kako bi predstavil tipologijo slovenske vernosti najmlajšega rodu, ne, to ste zdaj vi, ne, ki ste vstopili v samostojno odločitev za Kristusa. Katere od te stvari ali pa druge zadeve se vam zdijo v tem smislu kot največje pričakovanje? Kaj bi radi tam največ odkrili? Ne vem, jaz to vzamem pač kot eno tako veliko kompleksno zadevo, ker grem zaradi sebe, grem za to, da spoznam druge, kako drugi vidijo Kristusa, kako ga drugi doživljajo. V Španiji tudi ne greš vsak dan, bi rad tudi videl njihove znamenitosti cerkve, ki je pač cerkev kot taka, kot stavba in pa tudi kot svetišče. Tudi poslanico škofov in pa papeža, tudi srečanje z samim papežem, kateheze. Mislim, da je to tako vse skupaj pride v enem kompletu in ne moreš kar nekaj bi si vzel in bi to imel. Ne. verjetno podobno kot Nives. Pač tudi z odprtostjo duha za Kristusa, za drugega. In v tem, da se najbolj zavedam, da je Kristus navzoč v vsakem trenutku. Da se pri tisti večerni maši, ko bo papež maševal in bo v tistem letališču, kjer smo milijon mladih, tisti trenutek in občutek in tisti pogum, ki ga bom takrat imel, ponesel tudi domov. No, a se vam zdijo te priprave sedaj tukaj dovolj dobre, dovolj tehtne, so se škofje potrudili, so se duhovniki potrudili, pa tudi vi mladi ste veliko prispevali k temu. A je to bilo, torej se pravi, da greste z nekim utemeljenim pričakovanjem, ne? Se pravi, da ni zdaj tako, kot greš recimo na neki izlet, bo kaj bo, ne? To je nekaj drugega, ne? To je tematsko zelo pripravljena zadeva, ne? Verjetno vsi duhovniki škofje so se potrudili. Največ je pa verjetno pri vsakemu posebej, s kakšnim namenom grem. Verjamem, da tudi nekateri grejo kot na izlet. Pač preprosto osebna odločitev, da jaz grem tja na romanje. Ja. Da grem tja srečati ogromno ljudi in da se grem fajn met. Ja. No, kaj bi dala kot sporočilo vašim vrstnikom? A naj za vas molijo, a naj vas spremljajo, ali naj spremljajo po televiziji, kaj se bo tam dogajalo? Kaj bi rekli? Ne vem, najboljše bi bilo, da bi šli kar z nami. Ja, ne vem, naj pač molijo za našo varno pot, da se bomo varno prispeli in pa tudi varno vrnili.
da ne bo, ne vem, kakšnih koli bolezenskih stanj pa karkoli narobe. Pričakujemo lahko marsikaj, anekdote in pa seveda pa moramo tudi vedeti, da pač je Kristus vedno z nami in nas spremlja in če se pač prepustimo temu v delovanju Svetega Duha, tudi če je slabo, bomo vzeli kot dobro in se iz tega tudi nekaj naučili. Ja. No, slišal sem tako, da zdaj vi iz Slovenije imate 3 skupna srečanja, ne? Na poti tja, v Barceloni, potem v Madridu, ne? En dan je to. V Madridu smo vsak dan imamo skupne kateheze. Ja, Vsak dan. Pač Ja. sam, Potem pa na poti pa v Lourdu, ne? ja, tako. Zakaj se vam to zdi dobra zadeva? Zakaj ste se tako odločili? Da se prav Slovenci verjetno spoznamo tudi med seboj. Ja, in da se srečamo na mestih, kot je Lourdes, kot je Barcelona, tu v Madridu, da se zavedamo, da sicer smo del ogromne množice mladih, ampak smo še vedno Slovenci, da imamo svojo identiteto tudi kot narod. Se pravi, da tiste najgloblje stvari pa se le lahko dogodijo samo v maternem jeziku, ne? Ja. Ker v tem jeziku ujameš pa spet ne tako, kot bilo dobro, ne? Da bi človek ujel. V tem smislu so kateheze v slovenščini, pa ta sreča, pogovori potem ob tem v domačem jeziku to je ena dobra stvar, ne? Ker vse v tem jeziku, ne vem, razen če bi vsi vedeli perfektno recimo angleško, ne? Ampak to ni tisto, kot je Saj pač razumeš, ne vem, angleško, ampak ni pač to tvoje, ti še vedno razmišljaš v svojem maternem jeziku, v slovenščini, ne? In je pač tam se dogajajo najglobje stvari v tistem, kjer si odraščal, kar ti je bilo položeno, no. Ja. No, mi na televiziji bomo po vsej verjetnosti potem v jeseni tudi naredili kakšno oddajo kot refleksijo na to, kar se bo zdaj dogajalo avgusta, in lepo vabljena in hvala za ta pogovor, ne? Hvala. Hvala vam za povabilo. Z nami je gospod kaplan iz Murske Sobote, Marjan Pučko. Ti si veliko sodeloval v pripravah na letošnje svetovno srečanje mladih v Madridu. Mogoče bi se malo zaustavila bolj ob tem organizacijski plati tega velikega dogodka, bodisi priprav doma, bodisi odhoda v Madrid, potem pa samega poteka in pa vrnitve. Pripravo kot tako smo koordinirali vsi škofijski referenti za mladino. Kot glavni, ki je na tem delu, pa je bilo Slovensko društvo SKAM, Skupnost katoliške mladine Slovenije, ki je tudi pripravilo 2 paketa različna romanja. Prvo romanje je daljše, ki je sicer sestavljeno iz 14 dni bivanja v Madridu in okolici. To pomeni, da en teden bivamo na eni izmed škofij, ki ni v Madridu. Tukaj bomo iz Slovenije avtobusi, po 2-3 avtobusi skupaj, ne da bi celotna ekipa slovenska romala samo na eno škofijo. In kasneje, kot vrhunec srečanja, pa je srečanje v Madridu, tisti teden, ki ga bomo preživeli skupaj, tudi s Svetim očetom. Priprave kot take, kot sem že delal, smo usklajevali referenti škofijski na vsakih naših srečanjih, namreč 3-krat na leto se dobimo in takrat smo postopoma dopolnjevali program, ga usklajevali, ter tudi tako upajmo, da pripravili čim bolj program, ki bo všeč mladim, ki bodo prišli na to srečanje.
pa tudi mogoče spodbuda tistim, ki bodo ostali doma, da grejo na prihodnje srečanje. Spremljajo. Ja. No, koliko sem razumel iz pogovora, so predvidena 3 skupna srečanja sedaj na poti v Madrid, potem v Madridu samem, pa potem po dogodku v Madridu v Lourdu. Kakšna je tukaj osnovna zamisel oziroma osnovna vodilo teh 3 srečanj? Na poti v Madrid oziroma naš avtobus bo potoval najprej v Ciudad Real, je najprej vzdušje skupnosti, ki bi se naj na avtobusu ustvarila. Na avtobusu nas bo le 57 mladih, ki, bom rekel, smo se spoznali komaj na zadnjem srečanju pripravljenem za Madrid, ki smo ga imeli v Murski Soboti. Tudi to vzdušje na avtobusu, ker le na avtobusu bomo preživeli, bom rekel, do prvega postanka 48 ur skupaj. To pomeni, zjutraj ob 9 bomo šli tukaj iz Maribora in do Barcelone verjetno ne bo kakega daljšega postanka, razen če se bomo še odločili, da bi bila skupna slovenska maša nekje takoj za mejo. Da bi res vsi romarji iz Slovenije se skupaj začutili, pa skupaj prosili za božji blagoslov našega romanja. To je v grobem na začetku ideja. Potem tudi v sami Barceloni bomo imeli en dan za ogled znamenitosti, tudi krajši oddih in pa pol spet nočno potovanje do Ciudad Reala, kjer bomo preživeli nadaljnjih 5 dni. Tam tudi prvi dan je v načrtu bolj kot ne, da se odpočijemo po tej naporni poti, ker pot je le dolga z avtobusi. Potem drugi dan je bolj kot ne spoznavanje župnije, na kateri bomo. Tretji dan je spoznavanje dekanijske mladine na dekanijskem nivoju. In pa zadnji dan je pa kot škofijski dan mladih za tisto škofijo Ciudad Real. In pol kasneje odslovitev in potovanje proti Madridu, kjer bo pa vrhunec našega srečanja. Potem na poti domov pa v Lourdu. Na poti nazaj pa je postanek v Lourdu, kjer bi naj bila tudi skupna zahvala za spremljanje in upajmo, da uspešno preživeti teden v Madridu in pa v okolici. No, ti, ki si sodeloval pri tej pripravi, imaš dober občutek, so to bile dobre priprave? Bom rekel, slovenske strani so bile dobre priprave. Tudi sam sem bil januarja v Madridu na pripravljenem srečanju. Tukaj sva bila iz Slovenije 2, Ana Tulipan iz društva SKAM, ki koordinira ves projekt, in pa jaz. In smo bili tukaj predstavniki, bom rekel, iz celotnega sveta po 2 predstavnika. In takrat so nam predstavili v grobem, kako so stvari pripravljene, kako bi naj potekalo. In bom rekel, že januarja so Španci imeli stvar zelo dodelano, pripravljeno, tako glede transporta, hrane, kot tudi glede duhovnega dela. Kot novost, bom rekel, ki pa bo duhovna spodbuda vsem, pa tudi ki bo ostalo za naprej, predvsem vsem, ki se ukvarjamo z mladimi, bo pa UCAT, katekizem za mlade, ki bo, bom rekel, na nek način sad Madrida. Namreč Sveti Oče bo vsakemu od mladih podaril v enem izmed svetovnih jezikov katekizem za mlade. To bo v mednarodnem paketu. Tudi v Sloveniji se pripravlja prevod katekizma za mlade. Pravzaprav je tako čisto konkreten dar pa spomin. Dar pa spomin, ki bo dejansko spominjal na to srečanje, pa hkrati tudi doma kot pripomoček za lažje živeti in utrjevati in ukoreniniti svojo vero. Ja, gospod Marjan, hvala za ta pojasnila. Več pa pričakujemo potem po prihodu iz Madrida. Ja, z veseljem. Še enkrat hvala lepa.